Se mi zdi, da je Vitara v Sloveniji bolj znana ime kot Suzuki, tako popularen je bil ta avtomobil leta nazaj. Od zdaj naprej boste vedeli, da je to Suzuki Vitara, po novem precej bolj trendovski. Včasih ni imel posebne konkurence, danes pa toliko, da mi zmanjka prstov na rokah. Renault Captur, Opel Mokka, Škoda Yeti, Peugeot 2008, Mazda CX-3, se ne splača. Glavno je, da veste, kam spada. Suzuki je večja znamka, kot si verjetno mislite, le da je bila zadnje leta v Sloveniji nekam zapostavljena. No, z novo Vitaro pa se zna tudi to spremeniti. No, ne raven stole oziroma takšno, ker je verjetno predraga, čeprav še vedno dobite veliko za svoje težko prigarane evre. Dobrih 24.000 evrov hočejo pri Suzukiju za Vitaro, ki ima 4-kolesni pogon, dizelski motor in bogato opremo. Že samo zaradi pogona je tole zanimiv avto, ker ga nima ravno vsak konkurent. Gre za standarden sistem, ki ima med osema elektromagnetno sklopko, ta pa po potrebi ali če vi pritisnete na tale gumb, največ polovico navora prenese še na zadnji kolesi. Če se raven kam zakopljate, pride kar prav, ne dela pa čudežev kot včasih Vitara s sredinskim diferencialom in celo reduktorjem. Kot so pokazali moderni vozniki, tega ne potrebujejo in zato sta tudi v tej Vitari v normalnih pogojih vožnje ves čas znani samo sprednji kolesi. In to boste še kako cenili, ker je s tem tudi poraba goriva zelo dobra. Suzuki že dolgo sodeluje s Fiatom zaradi dizelskih motorjev, zato smo podobnega že marsikje vozili. 1,6 litra ima in 88 kW, to je 120 konjev. Motor je zelo lepo prožen, menjalnik ima 6 prestav in je dokaj natančen, ne preveč hitri ne smete biti pri prestavljanju. Je pa sam motor dokaj glasen, precej robato deluje pri manjših hitrostih, potem pa ga itak preglasi veter. Poraba. Ja, na testu ves čas znaša pod 6 litrov na 100 km, kar je zelo dobro za takšen avto. Celo vožnja je na presenetljivo visoki ravni. Meni manjka samo še malo boljši občutek na volanu, ker se servo preveč umešava, sicer pa je Vitara kar lepo vodljiv avto. Glede na mere je kabina dovolj prostorna, da normalno visoki ne boste imeli težav, prtljažnik je po merah nekako v povprečju razreda, je pa precej kvadraste oblike in s tem zelo uporaben. Tudi velik otroški voziček gre zlahka vanj. Edino, kjer Japonci res zaostajajo za svojo konkurenco, je oblikovanje notranjosti. Vem, da marsikoga moti, če je vse skupaj na videz pusto, brez domišljije, čeprav se meni zdi tale armaturka lepo uporabna in pregledna. Huda ura tukaj na vrhu, dovolj velik in lepo odziven zaslon tukaj, potem pa nič nepotrebnih gumbov več, samo še klima in uporabni predalčki. Jep, Vitara se ni več niti malo podobna. Tale Suzuki bi lahko imel čisto drugo, novo ime. Ampak je Vitara tako zasidrana v našem spominu, da bi bilo skoraj škoda.